Mariborčani so svojim navijačem, potem ko so se uspeli uvrstiti v četrti krog Lige prvakov, ponudili prost vstop, kar so gledalci s pridom izkoristili. Nekoliko premešana zasedba vijolic pa je hitro prejela zadetek. Tole je akcija začetka srečanja, ko so gostje prišli do vodstva z 1:0. Luka Majcen je poslal natančen predložek v kazenski prostor, kjer je bil najbolj spreten Makinva. A hitro je sledilo izenačenje na 1:1. Mariborski kapetan Marcos Tavares je dosegel zadetek za izenačenje na 1:1. Popoln mariborski preobrat pa se je zgodil vsega 4 minutah srečanja. Salalih je takole iz svoje obrambne polovice v ogenj poslal Damjana Bokarja, ki je bil spet mož odločitve in s temle zadetkom že v 40 minuti srečanja zapečatil novogoriško usodo. A srečanja tu še ni bilo konec, ravno nasprotno, spremljali smo izjemno živahno srečanje. V 41 minuti srečanja nova lepa priložnost novogoriškega strelca Makinve, a je bil Jasmin Handanović na pravem mestu. Na drugi strani pa se je za poizkus z roba kazenskega prostora odločil Željko Filipović, a meril previsoko. V drugem polčasu smo zabeležili 6 priložnosti. Najprej se je izkazal Etiopijec z izraelskim potnim listom in odlični vratar Vasja Simčić, ki je žogo najprej spravil v kot, nato pa še enkrat nevarno za njegova vrata. Ko je po kotu najviše skočil Rajčevića, je žoga švignila mimo desne vratnice. Mariborske priložnosti so se nadaljevale. Tavares je poizkušal premagati odličnega novogoriškega vratarja, a mu to ni uspelo. Prav tako ne v naslednjem poizkusu, ko je bil odlični Simčić zopet na pravem mestu. Potem pa nerazumljiva obramba nogometašev Maribora in ponudila se je še ena priložnost Goričanom, a tokrat je bil na pravem mestu Johnson. Zadnja priložnost na tekmi pa je sledila v 87 minuti srečanja, ko se je Vršič pripravil izjemno priložnost, na koncu pa streljal preko vrat. Mariborčani so tako ugnali novogoriške nogometaše, ki se sicer krepijo, a ostajajo na dnu razpredelnice. Ne, sigurno, da zadovoljstvo ne more biti, ker konto je še zmeraj 0 točk na lestvici. V Mariboru so zmeraj zahtevne tekme, ker vemo, Maribor je naš najboljši klub in tukaj je zmeraj težko igrati. Vendar mi smo dali vse od sebe, to ni bilo zadosti. Sedaj moramo dvigniti glave, ker nas čaka v sredo že spet super pokal proti istemu tekmecu, tako da se moramo pobrati hitro, časa za jokanje ni in gremo dalje. Seveda ni bilo lahko, takšna tekma so tudi pričakovali. Spoštovali smo nasprotnika, vemo, če se je nasprotnik bil zmožen. Dobro so se pripravili na tekmo ter tudi dobro začeli. Dobrih prvih 20 minut je bilo enkratnih z naše strani. Zadetek je malo skazil tisto igro v prvem polčasu, vendar konec koncev zaslužena zmaga z naše strani. Imeli smo več žogo v naši posesti, več priložnosti, tako da smo zadovoljni z zaseženjem in 3 točke so ostale v Mariboru.